Cifro smo dobili, prijavili smo se. 303. Dober dan si skupaj. Smo v občini Vodice in danes imamo cestno dirko 58 km. Tu je 18 krogov. Vreme je oblačen, tako da dežja ne bo. Številko smo že vzeli, kakor ste videli, tako da se moramo še oblečiti. To je to. Čelado smo zamenjali. Zdaj sem pri tejle uničil tole plastiko. In ne drži. Kamor so gor in... A klele dajo številke gor? A bežno, dete, a te tudi? Jaz sem šel v Avzivcu, on je šel z mano. Za koruzo. Me pa z balanco tle noter, pa šel mi za katlo in nisem mogel nič. Saj ni nujno, da vse pomisliti. No, vse koruzo, pa taj fir moram dati, da imaš vse pete, čaki. A ti si spustila? A bomo podarjali lanski rekord? Ura 28. Pol minute, vse je pripravljeno, napetost narašča, muziko bomo tudi malo podebljali. Publika bliska. Publika bliska. Vuvuzile. Stadion gori. Za pospešitev srčnega utripa, da bo lažje steklo na začetku. Danes pa nijem srčnega utripa, pozabili. 10 sekund. 3, 2, 1. Srečno. Takole pa dalej so se. No ja, v drugo smo zataknili. In tako se je 10. velika nagrada občine Vodic začela. Dirka je dolga slabih 58 km oziroma 18 krogov po 3200 metrov, ki je lani trajala 1 uro 23 minut. Oja. Štartali smo 15:60 pred gasilskim domom Šinkov Tur. V moji kategoriji je bilo 7 kolesarjev in smo štartali skupaj z skupino Master A, B, C in D. Prvi krog za ogrevanje. Tako je bilo dobrih 20 kolesarjev. Trasa je dolga 3 km 200, tako da dajmo zdaj tole malo predstaviti, da se ve, kakšen krog. Štartamo pri gasilskem domu Šinkov Turen in po dobrih 150 metrih rahlega klančka se zavije desno na dolgo ravnino, dolžine kilometra 100, kjer je pihal rahel veter v glavo. Sledil je 90-stopinjski desni ovinek na ozko cesto, na kateri si dobil majhen zalet navzdol preko mostička, čez tole luknjo na sredini ceste, ko sem zmeri zapeljal čez njo mimo žitnega polja na 90-stopinjski ovinek na glavno cesto, kjer je takoj klanček, na katerem se je ponavadi šprintal, čez ta hribček, navzdol v S ovinek in potem dolg spust do mostička, kjer se je hitrost ponavadi razvila do 70 km/h, mimo žitnega polja do 90-stopinjskega ovinka, po katerem se je zmeri šprintal, da sem pridobil nazaj hitrost ter nazaj čez ciljno črto. To smo naredili 18krat in se mi ni zdelo toliko dolgo, kakor se sliši. V pobegu 2 smo imeli enega kolega, tako da se nisem preveč držal spredi, sem bil bolj na koncu skupine. Tudi tempo ni bil toliko visok, da bi mogel iti spredi in kontrolirati skupinco. Eni so tudi probali pobegati, na primer klale. Ampak ni uspel. Nato je pobegnil še moj kolega, takoj za tam in ga ni noben pokril, tako da je uspel pobegati. Zdaj pa je res malo bolj rekreativno. Ni nekaj na pamet, da je. Kakor ste slišali, se mi zdi, da je tempo ful počasen, bi rekel modelska vožnja. Tam sem pa že tokrat zapeljal, ej. Ja, kako še veš, da je pojo. Ja. In potem smo slišali tole.
Koja svoje 3 minute prednosti vzeli 2 kolesarjev. Ja, 2 pa posameznike. Gremo na eno kafe. Gremo skoraj počasno na treningu. Kaj hočeš zdaj zadnji? Moje so nasuni že za en krog pojeli. Ja, avto je zadnji. Torej, ubežnika sta nas dobesedno že ujela. Zato sem se odločil, da bom prav pobegant na tem spustu, ker smo vsak krog bremzali na konc spusta, tako da bom sam to energijo prenesel na ravnino. Opazil sem, da se skupina preveč hitro približuje na tem glančku, tako da sem pol spustil. Sem imel vsaj en interval. Smo pa pred zadnjim krogom in potem se je zgodilo tole. Zadnji krog ni posnel, ker sem imel vključen to wireless na GoProju. Škoda, ker se je ful dogajalo v bistvu. Ful se je dogajalo v zadnjem krogu. Še posebej v šprinti. Torej 2 sta skočila, sem šel za njima in pol kar naenkrat je eden skočil vmes. Je tista 2 zaprl, glih da se ujela. Sta šla dol s ceste, ampak glih da se ujela. Ajajaj. Kakor en drug že povedal, je ta isto naredil na Pokluki. Ne vem, kaj se dogaja. Mislim, da ga ne boste sprašili, če ste kje v bližini. Sonca, da ni bilo, je bilo super. Ja. Inak se skupali. Hvala. Mimo, ker otroci se že pripravljajo na štart, se že podajo v štartne bloke, kolesarske bloke. En more, lej, če ni. Mislim, lej, ni dolg čas, a veš, ne? Ni tako monoton, pa brez veze. Fajn. In kako se počutite po tekmi? Malo treba še trenirati. Kako je bilo? Kako je bila nedeljska vožnja? Naporna. Kako je že? Pred kosilom, ne? Ja, bo pasno. Ajde, si slišal? Nagrade, žrebanje bo. To mi je rekel, Podelito posne. računa. Mogoče smo na stopničkah. Nace Špenko, Mark Pregel, Dominik Fezdir in pa še posebne zahvale našim sponzorjem Pibernik DU. Ne, nekaj je. Je zdaj vmljivo, s kjer Najprej je kategorija amateri, 3. mesto Matjaž Hriblja, KD LPP. Vsi vidiš. Matjaž, tukaj je, en aplaus. Drugo mesto Luka Farazin, Arkont Selce. In pa zmagovalec Patrik Gabrovšek. Prihaja. Zdaj si postavljam na YouTube kanalu. Za najhitrejše kategorije amateri. 3. mesto Simon Kočnik, Arkont Selce. Nadaljujemo z Master B, Niko Čuček. In pa zmagovalec Uroš Bokša, KD LPP. Čestitke. In pa še Master D, 3. mesto Grega Filipič, KD Alpe SIS. Zmagovalec Aleš Hren, KD LPP. Iskrene čestitke. Ne, že malo roka boli tule, ker mora tule nas. Ja, glej, to je pa breme zmagovalca, ne? Tretji smo bili, dobili nagrada, dobili pokal. Deseta velika nagrada občine Vodice, amateri, 3. mesto.
Reč pa je, smo tretji, dobili nagrado končen. Upam, da so uživali, naročite na kanal in se vidimo naslednjič.